Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o B-vitaminu. Ne verjamem, da veliko veste o B-vitaminu, ampak vseeno, mogoče vam tale video pride prav. Sploh, če imate pubertetne otroke, sploh, če imate nekoga, ki ga živčki dajejo, ki enostavno ne veste, o moj bog, kaj se temu človeku dogaja. No, ali pa če imate vi težave s tem, da rečete, sploh si nisem podobna, sploh ne vem, kaj se mi dogaja. Mogoče je čisto preprost vzrok, manjka vam B-vitaminov. In če vam manjka en od B-vitaminov, se lahko zgodi, da se enostavno poruši vaše ravnovesje, počutite se nervozni, vse vam gre na živce, vse je preglasno. Če bi lahko dali nekoga na manjšo jakost, ga bi pač ugasnili. V vsakem primeru ste kronično utrujeni in lahko se zgodi, da imate hude bolečine v hrbtenici. No, poglejmo zdaj ključne B-vitamine, ki so potrebni za vsakodnevno delovanje našega organizma in kakor pride do primanjkljaja telo začne sporočati. Najbolj očiten znak, da vam manjka B-vitamina, je sigurno so težave s kožo, predvsem spokani ustni kotički, lahko se vam lušči koža takole za ušesi, noter taka tanka koža. Lahko se dogaja, da imate ob nosu, se vam lušči koža, lahko imate izredno suho kožo, pa enostavno kupuješ kreme, pa nič ne pomaga. Lahko imate spokano kožo na rokah, lahko imate spokane pete. Vse to kaže hudo pomanjkanje B-vitamina. Tako hudo, da telo že kriči. No, drug tak pokazatelj, sem govorila z eno bodočo mamico in sem se spomnila na zgodbo ene moje stranke, ki je prva nosečnost in prvi porod in prvič, ko je imela otroka, huda poporodna depresija po porodu. Pri drugem otroku se je zgodba ponovila, ampak dejansko v tem času je naletela name. In sem ji dala ključne vitamine, zdaj to je formula 4 drugač, in omega 3 pa kalcij, te 3 stvari. V glavnem, kaj se je zgodilo? Poporodna depresija je v kratkem zginila. No, pri tretjem otroku je pa to že prej začela med nosečnostjo uporabljati in se je zgodilo to, da poporodne depresije sploh ni imela. Tako da v glavnem, ko nam manjka recimo B12 vitamina, se lahko zgodi, da imamo nerazložljive vrtoglavice in greste k specialistu, recimo nevrologu, in reče, možno je, da imate neke težave s hrbtenico. Ampak, kaj če vam manjka B-vitamina? Zdaj pa zakaj vam lahko manjka recimo B12 vitamina? Ker B12 vitamin potem deluje na vezavo vseh ostalih B-vitaminov. Seveda, en dejavnik je stres, ampak to ni poglavitni dejavnik. Lahko se dogaja, da vsakodnevno Kdor pije vsakodnevno alkohol izplavlja B-vitamine iz telesa in zaradi tega lahko pride do pomanjkanja B-vitaminov, sploh B12 vitamina. Ali pa recimo nosečnost, puberteta, menopavza. Zakaj takrat? Glejte, ko so hormonske spremembe, ko hormoni delujejo po svoje in da je potem poleg tega še stres, nam v bistvu stresni hormon porablja praktično vse B-vitamine in nam jih zmanjka za normalno delovanje. In takrat, ko gremo čez neke hormonske spremembe, takrat naše telo kliče po večjih količinah B-vitamina. No, da bomo zdaj najprej pogledati opozorilni znaki, če vam manjka B-vitaminov. Začnimo pa pri B1. B1 vitamin, recimo opozorilni znaki, slabo celjenje ran, nizek prah bolečine, izpadanje las, prezgodnje sivenje, mišični krči, ki mogoče spominjajo na pomanjkanje magnezija, potem špikanje pri srcu, nespečnost, pogosti glavoboli, zmanjšanja zmogljivost, načeloma ta hud občutek utrujenosti od znotraj, da enostavno si tako, ne morem se naspati. Utrujena od tega, da si utrujena. Slabša koncentracija, človek si ne zapomni ključnih zadev, ko je enostavno tisto, kaj že, ne morem se spomniti. To je pomanjkanje B-vitamina, B1. Nerazložljiva potrtost, pa pol pomisliš, kaj pa če bi jaz rabila že antidepresive? Ne. Rabiš B1 vitamin. Zatekanje
telesa in zastajanje vode v telesu. Se pravi, začneš odtekati, dobiš podočnjake, zabuhlost, se pogledaš pa rečeš, pa sploh si nisem podobna, celulit se ti poveča, slaba prebava, zaprtost, povišane vrednosti slabega holesterola. To je vse pomanjkanje B1 vitamina. Kje ga dobim? Pšenični kalčki, ovseni kosmiči, lešniki. Pa si reč, pa se jaz to vse jem. Arašidi, zelenjava. Jaz to vse to jem. Ampak lahko se zgodi, da imaš pomanjkanje prebavnih encimov. Če imaš pomanjkanje prebavnih encimov, enostavno se ne razgradi ta hrana na manjše delce in telo enostavno ne vsrka dovolj B vitamina. Ali pa pred kratkim si uporabljala neka zdravila, sploh antibiotike, in zaradi tega pride, da črevesna sluznica ne funkcionira tako, kot bi mogla, in ne pride do vsrkavanja. Tudi recimo za nekoga, ki ima pomanjkanje vitamina B1 ali pa vseh B vitaminov, že Pro-Vitality Plus bi bila čisto zadostna rešitev. Pač 50 € za en mesec in res pomaga. Pojdimo naprej, naslednji vitamin, recimo vitamin B3. Znamenja, ki kažejo na to, da vam lahko manjka vitamina B3, kronična utrujenost, oslabelost mišic, greš v hrib in enostavno nikamor ne prideš, noge te bolijo, spremembe na koži, sploh pigmentacije, sončne alergije, hrapava koža, slab zadah iz ust, razjede v ustih, razjede na ustnicah, afte, pogosti glavoboli, nespečnost, raztresenost, potrtost, razdražljivost, preobčutljivost dlesni in krvavljenje dlesni, prebavne motnje, sploh ko imate driske in zaprtost. V glavnem, vitamin B3 ga dobite drugače v jajcih, v zelenjavi, v gobah, avokadu, ampak spet, lahko se zgodi, da ne pride do vsrkavanja zaradi preslabega želodca, se pravi premalo želodčne kisline, ali zaradi premalo prebavnih encimov. Gremo naprej. Vitamin B6. Vitamin B6 je ključen vitamin, ki je v celici, se pravi v celici imamo mi mitohondrije. Mitohondriji so celične elektrarne. Mogoče bolj enostavno, da narišem, zaradi tega, da se boste lažje predstavljali. Poglejmo celico. To je celična membrana. Tukaj imamo beljakovinske vhode v celico. Se pravi, tukaj imaš maščoba pa beljakovinski vhod. Hranilne snovi grejo v celico in tukaj noter imamo mi mitohondrije. Mitohondriji imajo ravno tako celično membrano in hranilne snovi morajo iti preko te celične membrane v mitohondrije, in če imamo mi zadostno količino vitamina B6, potem zadostno količino magnezija in zadostno količino C vitamina, pride do vžiga v celici, se pravi, se hranilne snovi začnejo spreminjati v energijo in potem se mi počutimo z energijo, odpadne snovi grejo potem ven in grejo iz celice ven in v glavnem potem to gre v limfni sistem in odpadne snovi grejo iz telesa ven. Naše telo pa proizvaja, imenuje se ATP energija, se pravi, v bistvu to je oznaka, niso vati, ampak ATP. V glavnem gre se za to, da se na podlagi vitamina B6 poveča energija v celicah. No, zdaj pa gremo pogledati vitamin B6. Vitamin B6 ga drugače dobimo v hrani, rumenjak, jetrca, orehi, arašidi, špinača, zelje, kvas, neobluščen riž in žitni kalčki. Ampak, ko nam ga manjka, naše telo že sporoča potrtost, napetost, se ti gre na živce, ljudi pošiljaš v 3 pisane marjetice, pojavi se ti občutek trdih sklepov, artritis, izpadajo ti lasje, imaš občutek ohromelosti v rokah in nogah, hrbtenica te boli, zjutraj se zbudiš s trdimi členki, pa rečeš, joj, kaj je z mano, staram se, nekaj je narobe z mano. Vitamin B6 ti manjka. Potem raztresenost, greš v shrambo, pozabiš, po kaj si sploh šla, v službi ti nekaj naročijo, se sploh ne spomniš, kaj so ti naročili. Vitamin B6. In rediš se.
Zato, ker B6 vitamin spreminja hrano v energijo in če nimaš vitamina B6, se enostavno lahko hrana spreminja samo še v špeh. Ne more se pa spreminjati v energijo. Imaš nizek imunski sistem in imaš razpokane ustne kotičke. Tudi lahko ob očeh se ti spoka. V glavnem, vitamin B6 je ključen tudi za jetrne procese, se pravi, pomaga preprečevati, se pravi, spodbuja pravilno sintezo jetrnih kislin in deluje proti staranju, zmanjšuje nočne mišične krče, tvori imunski sistem. Tako da ta vitamin je kar ključen vitamin za dobro počutje, sploh pa za vse tiste, ki želite shujšati, zaradi tega, ker pomaga pri pretvorbi beljakovin na aminokisline, se pravi, da se razgradijo na manjše delce. No, potem naprej, vitamin B8, holin. Holin je pa potreben za dobro delovanje možganov. Največ ga dobimo v jajcih, tudi v jetrca. In zdaj, če gledamo, nekdo, ki potrebuje dobro delovanje možganov, sploh otroci, ki potrebujejo možgane, da se zapolnijo, potrebujejo možgane, da se delajo nove povezave v možganih. In tudi za vas, dajte, če vam manjka holina, vitamina B8, boste raztreseni, dajmo pogledati, dajte, to iz knjige, ko imajo hormoni žur na strani 318, se pravi, imate povišen krvni tlak, zvišanje vrednosti slabega holesterola, imate pešanje spomina, imate maščobe se vam nabirajo na trebuhu, imate nizko koncentracijo, imate psihično nervozo, imate vnetje na kože. V glavnem, v vsakem primeru vitamin B8, holin, je ključen za otroke, ki imajo težave s kožo in ključen za vas, ker glejte, če imate pomanjkanje vitamina B8, enostavno se počutite slabo, si ne zapolnite. Vitamin B8, jaz v prehranskih dopolnilih ga imam v Vitaskveru. To so vitaminčki za otroke. In v bistvu, ko damo vitamine, te Vitaskver otrokom, tudi manjšim otrokom, vpliva to na izboljšanje motnje pozornosti. Če poznate koga, ki ima motnjo pozornosti, otrok, ki se ne more umiriti, mu date Vitaskver pa omego 3. Pol večjim otrokom, recimo tam od 12. leta naprej, pa jim že lahko date Provitality Plus, pa bo dejansko dobil vse to, kar potrebuje za dobro delovanje možganov. Sploh zdaj, ko se otroci učijo, ko se zaključuje šola, ko je matura, ko pač, vse veste, ko je vse na kupu. Zdaj pa gremo naprej na ključen vitamin B12, ker če pa ni B12 vitamina, se pa ne veže noben ostal vitamin B skupine. Se pravi, svarilna znamenja o pomanjkanju vitamina B12, psihoza, zmedenost, razdražljivost, depresija, demenca, slabša koncentracija, pozabljivost, težave s spanjem, šumenje v ušesu, motnje vida. Zdaj dobro vidiš, pa se ti pa zgodi, da enostavno ne vidiš več dobro, štelaš pogleda, ne? Motnje pri okušanju in vonjanju. Ni samo pomanjkanje cinka, ko vam ne vonjate. Lahko vam hudo manjka vitamina B12. Splošno drhtenje, omotičnost, slabelost mišic. Lahko se zgodi celo to, da se vam stemni pred očmi in tako, recimo to se je mojemu očetu zgodilo, da enkrat je rekel, veš, meni se pa toliko vrti v glavi. Mi smo takrat še imeli doma živino, on je šel v hlev in enkrat mi reče, veš, se mi je toliko zvrtelo v hlevu, da sem padel v jasev in sem se zbudil, ko me je bik lizal. A si lahko predstavljate? In potem je imel še eno nesrečo, v glavnem, kakorkoli, je šel na teste, ker je pač bil polomljen in se je izkazalo, da ima izredno nizek hemoglobin. In takrat sem je šla z njemu na pregled, tako da sva potem z zdravnikom sem zmenila. Jaz mu dam, na začetku sem rekla, da mu dam vitamine in da bova videla, če v 10 dneh ni izboljšanja, potem gre na zdravila,
V glavnem, dala sem mu Formulo 4, dala sem mu šejka, da se je hitro sestavil. V vsakem primeru, ata se je sestavil v parih dneh, hemoglobin ga je imel pod 100 in se mu je v parih dneh izboljšal, ga je imel, vemo, da je 120 spodnja doza, 117 ga je imel mislim, da v 10 dneh. Tako, neverjetno hitro se je začel obnavljati hemoglobin. In tudi sama imam ravno enako izkušnjo s krvjo. Jaz sem bila leta in leta slabokrvna, kot otrok sem bila vedno slabokrvna, sploh ne pomnim, kdaj nisem bila slabokrvna. Imela sem nizek imunski sistem in se spomnim, da sem v osnovni šoli jedla take konjske tablete železa. Nič ni pomagalo, jaz sem bila slabokrvna. V glavnem, ko sem pri 22 letih začela uporabljati Formulo 4, se je moje stanje, moje krvi izboljšalo v 3 tednih. Od takrat naprej nikdar več nisem imela slabe krvi. Zdaj pa zakaj? Ker za slabo kri oziroma za izboljšanje vrednosti hemoglobina ne pomaga samo železo, ampak potrebuješ B12 vitamin, da se sploh železo veže, poleg tega pa potrebuješ še C vitamin in baker. In če nimaš vsega skupaj, ne pride do vezave železa in ostajaš slabokrvn. In to se je meni zgodilo. In ko sem dala Formulo 4 mojemu očetu, se mu je kri izboljšala v parih dneh. Pomislite. Cink, baker, B12, železo pa C vitamin. To je kombinacija za izboljšanje krvi. Dajmo pogledati naprej. Recimo, če imate pomanjkanje B vitamina, vas boli hrbtenica. Na splošno križ. To je prvi pokazatelj, ko imate bolečine v hrbtenici, pomanjkanje B12 vitamina. In obstaja knjiga, kaj če je za vse kriv vitamin B12. Ja, kot vidite, ogromno stvari, ker če nimate B12 vitamina, ne pride do vezave vseh ostalih vitaminov, vam nič ne pomaga jesti zdravo hrano, če ni vezave. Recimo, pomanjkanje energije, hitra utrujenost, prezgodne sivenje in predvsem tisti, ki naenkrat osivite, pride do sivenja, je to zaradi tega, ker očitno vaše telo nima zadostne količine B vitamina. Pekoč občutek v končinah. In ko imate ta pekoč občutek v končinah, rečete, krpalni kanal. No, to sem pa zdaj s sosedo, ravno sva govorili, sem ji dala Formulo 4, Pro-Vitality Plus, pol sem ji pa dala še kalcij pa C vitamin, v glavnem je tik pred operacijo krpalnega kanala in mi pravi, a veš, da tole tvoje že pomaga. Jaz se zjutraj zbujam, brez da bi imela ta občutek ohromelosti v rokah, imam občutek, da sem že bolj gibljiva. Pomislite, operacija, ki ne garantira, da bo prišlo do izboljšave. Formula 4 oziroma Pro-Vitality Plus, pa zraven vzamete še C vitamin, pa kalcij. To je to. No, zdaj pa če pogledamo, vitamin B12 ga drugače dobite v jetrih, v jajcih, ribe, sir, mleko, pivski kvas. In zdaj pa še ena stvar, kar je pomembno, če jeste kontracepcijske tablete. Kontracepcijske tablete izplavljajo B vitamin, predvsem B12. Če uporabljate zdravila za nižanje krvnega tlaka, ta zdravila potrebujejo, izplavljajo B vitamin. Če uporabljate zdravila za sladkorno bolezen, v tem primeru potrebujete dodatke B vitamina, zato ker ta zdravila izplavljajo B vitamin. Tako da v vsakem primeru, če uporabljate katerakoli zdravila na dolgi rok, tudi za holesterol, v tem primeru potrebujete dodatke B vitamina, zaradi tega, da vaše telo lahko sploh normalno funkcionira. Ker v nasprotnem primeru, se vam bojo pojavili stranski učinki teh tablet. In prvi tak stranski učinek je, ker vaše telo nima B vitamina za presnovo beljakovin, se boste začeli rediti. Še to. Tablete za pomirjanje, za spanje, antipsihotiki, antidepresivi, vse te zadeve, ta zdravila izplavljajo B vitamin. In če imate katerokoli od teh zdravil, vi potrebujete dodatke B vitamina. Vzemite Formulo 4 ali pa Pro-Vitality Plus.
Zdaj, če pomislimo, kako pomembno je razumeti, da naše telo ni samo fizično, oziroma ni samo čustveno, da je vse en kompleksno, naše telo je skupek. Mi imamo tukaj fizično telo, ki deluje po fizičnih zakonitostih. In te fizične zakonitosti so, če mi pozdravimo ali pa nahranimo eno celico, mi pozdravimo telo. Še eno stvar, zdaj, ko že poslušate do konca, vam moramo imeti tukaj pri celični prehrani. Ključnega pomena je tukaj seveda, da mi damo olja, ki odprejo celično membrano, in to so olja 3-in-1, se pravi olja iz kalčkov. Aktivirajo oziroma podprejo celično presnovo, pomagajo pri tem, da se vrata odpirajo. To imate v Formuli 4 ali pa v Provitality Plusu. Se pravi, ta olja pomagajo, da hranilne snovi grejo v celice in padne ven. In zdaj še ena ključna zadeva pa je, mi imamo tukaj maščobni del celice. In maščobni del celice pa potrebuje antioksidante, topne v maščobi. To so A-vitamin ali E-vitamin ali D-vitamin, tudi K-vitamin. Se pravi, vitamini, ki so topni v maščobi, delujejo na to, da se zmanjša oksidacija na celični membrani. Se zmanjšajo prosti radikali. Prosti radikali pa delujejo na to, da povzročajo škodo na naši celici, na celični membrani. Tako da je ključnega pomena, spet kje dobite to s hrano. A-vitamin je korenček, paprika, paradižnik, E-vitamin, mandlji, olive, D-vitamin, s hrano ga skoraj ne dobite, je zanemarljivo, lahko tudi, maslo ima nekaj D-vitamina, ampak D-vitamin ga dobimo s sončenjem. Tako da pejte na sonce, ampak ne se mazati zaščitno kremo proti opeklinam. K-vitamin, vse mastni hrani. Tako da zdaj, če mi gledamo, da mi potrebujemo predvsem A-vitamin za zaščito membrane, pomeni velike količine korenja, oziroma Provitality Plus ima noter tudi predstopno A-vitamina, karotenoid kompleks. No in zdaj tisti, ki imate pa diagnozo rak, v tem primeru pa vi dodate karotenoide, zato da se zmanjša oksidacija, propadanje celic in da se dvigne imunski sistem. Ampak to je že druga tema za drugič, predvsem tisti, ki želite dvigniti imunski sistem, potrebujete velike količine A-vitamina, E-vitamina, C-vitamina, potem pa flavonoidov, karotenoidov in predvsem za celično membrano potrebujete križnice in izvlečke sulforafan, se imenuje tista žveplova spojina, ki deluje na to, da spreminja, popravlja DNK celice. Ampak to je drug video, mogoče kompliciran, vzamem recimo za tiste, ki iščete rešitev, naravno rešitev za dvig imunskega sistema, vzemite karotenoide, flavonoide in cruciferus, lahko pa to najdete na moji spletni strani srečnoživljenje.si oziroma spletna stran srečnoživljenje.com. Tako da to je to. Danes o B-vitaminih, dajmo še nekaj pozitivnih sporočil, zato ker tisti, ki gledate videe do konca, veste, da pozitivna energija vedno zmaga. Eto tako. Dajmo pogledati, kaj vam stvarstvo sporoča. Za vse tiste, ki ta trenutek gledate video, kaj je za vas ta trenutek pomembno, da ozavestite, da veste. Dajte, prva. Kam gre ta trenutek tvoja pozornost? Kam? V to, kar si ne želiš, v probleme, vse to, kar si želiš in še ni tu. Zavedaj se, če zmoreš ustvariti željo, jo je moč tudi uresničiti. Zdaj pa tisti ampak. Ampak je pa povezan s tem. Preden pridemo do tega, kar si želimo, nam življenje ponudi z vsem tem, kar se nahaja na nasprotni strani od tega, kar si mi želimo. Se pravi, če je tvoja karmična lekcija oziroma korekcija tvoje duše povezana s pomanjkanjem,
recimo denarja. To pomeni, da ti si želiš obilje, ti bo življenje ponudilo najprej priložnost, da pozdraviš vse tisto, kar ni obilje. Če je tvoja karmična lekcija oziroma korekcija tvoje duše povezana z željo po otroku in da v bistvu predeluješ strah pred tem, da mogoče ne boš nikdar mama, ti najprej ponudi vse tisto, kar te loči stran od tega. In na drugi strani imaš potem, če je zmožno, če zmoreš ustvariti željo, jo je moč tudi uresničiti. No, zdaj, kakor sem rekla, pomanjkanje se je očitno sprostila neka energija, tako da je mogoče povabilo. Naredite zdravilno molitev dekodiranja za pomanjkanje. Vam bom dala spodaj povezavo, preverite. Zdravilna molitev dekodiranja, ki odstranjuje kode pomanjkanja. Zdaj pa kaj je koda pomanjkanja? Pomanjkanje denarja, pomanjkanje časa, pomanjkanje energije, pomanjkanje ljubezni, pomanjkanje zdravja. Vse to je energija pomanjkanja. In če ste na tej energiji, dajte prosim, preveriti z mišičnim testom. Strah me je, da bi umrla v revščini. Da bi umrla stara in zapuščena. Strah mi je, da me ne uspe. To je sam strah. In če se ti ta trenutek čisti strah in čutim, da se, tako naredi to zdravilno molitev dekodiranja in boš videla, kako se bo tvoje življenje začelo spreminjati tako lepo smer, v tako obilje, prav obilje vsega, kar je. Ker če pogledamo ta trenutek naravo, ta trenutek daje narava obilje. Obilje vsega, kar je. Res, da zdaj so ledeni možje in da so pokazali majčkeno svoje zobe, ampak kakorkoli obilje. Obilje novih listkov, obilje kisika, obilje ptic, obilje žvrgolenja, obilje trave. Obilje je tukaj zdaj. In dajte se naravnati na vse to, kar je, ker prav s pomladjo nam življenje stvarstvo sporoča, da vse je. Za vsako zimo, ko zgleda, kot da nič ni listov, ni toplote, je pomanjkanje sonca, vsako zimo pride pomlad in ta pomlad nam navrže vsega. In tako imamo tudi cikle v svojem življenju, ko gremo čez obdobje zime, ko nečesa ni, in na ta način potem pridemo na začetek novega cikla, ker poženejo nove stvari, ker zrastejo nove stvari, ker se vse začne dogajati. No, tako da uživajte in kam gre vaša pozornost? Naravnajte se na obilje vsega dobrega. In s tem se bo zmanjšal stres, s tem boste zmanjšali porabo B-vitamina in s tem se bo vse obrnilo v pozitivno smer. Tako da uživajte, vse dobro in naj vas v vašem dnevu spremlja Božji blagoslov, ker potem je vse lažje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim.